Prvi študijski dan je bil pomemben tudi za Univerzo na Primorskem, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, saj so pridobili nove prostore in jih tudi slavnostno otvorili. Zbrane je kot gostitelj nagovoril rektor Univerze na Primorskem, profesor dr. Dragan Marušič, in izpostavil: Osnovna premisa pa je, da tisto, kar delamo tako, da lahko komuniciramo s svetovnimi špicami. Mislim, da nam to uspeva, kar se kaže tudi potem, da smo po mojih izračunih, podatki, ki jih imam, tista od treh javnih univerz, ki ima največ odstotek tujih študentov in mislim, da tudi profesorjev, raziskovalcev iz tujine. To mislim, da je ta prava formula tudi za bodočnost, kajti univerza je institucija z univerzalnim delovanjem. Župan mestne občine Koper, Boris Popovič, je poudaril pomen sodelovanja med Univerzo na Primorskem in mestno občino Koper. Jaz sem zelo vesel ob takih dogodkih, kajti ta univerza očitno raste in ena od mojih nalog je tudi ta, da pomaga univerzi nemoteno poslovati in se tudi razvijati. Tako da upam, da je rektor in sorektor, njegove sodelavci zadovoljni z nami. Trudimo se na vse načine, da bi ta univerza čim bolj rasla ravno na našem področju. Anja Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, je izpostavila obseg novih prostorov fakultete in začrtala novo pridobitev v prihodnosti. V stavbi se nahaja 9 predavalnic, 4 računalniški laboratoriji, več pisarn, več kabinetov, še veliko večja pridobitev pa bo ta stavba predstavljala za Famnih v naslednjih letih, ko bomo stavbo še temeljiteje prenovili. Predvsem si želimo prenoviti kletne prostore, za kar pa bomo potrebovali še veliko sredstev. Otvoritve se je udeležil tudi novo imenovani minister za izobraževanje, znanost in šport, profesor dr. Jernej Pikalo, ki je pripisal zasluge za novo pridobitev prostorov predhodni ministrici Maji Makovec Brenčič in njeni ekipi, sam pa je zagotovil pomen in vlogo ministrstva pri prihodnjih projektih. Naloga države ni, da se vmešava v vsebino. Naloga države na področju visokega šolstva je, da se ukvarja z zagotavljanjem pogojev za to, da lahko visoko šolstvo v Sloveniji kar čim bolje deluje. Prostori bodo zagotovo še dodatno izboljšali kakovost študija na fakulteti in lahko le upamo, da bo tovrstnih investicij še več.